družbeni eksperiment. Tako je. In to predlagam točno za danes, 3. februarja 2026. Pred nama je en dokument z naslovom TV Detoks pred volitvami. Pripravilo ga je Društvo za srečno življenje. In njihov poziv je, moram reči, kar direkten. Pravijo, naredimo družbeni eksperiment. Tokrat ljudje sami. Preverimo, kaj se bo zgodilo, brez da bi vedeli, kaj se bo zgodilo. To je precej pogumno. Zelo. Naša naloga danes je torej, da razčlenimo ta res radikalen predlog. 50 dni brez gledanja televizije v predvolilnem času. In kar je takoj zanimivo, je ta kontekst, v katerega to postavljajo. Omenjajo namreč, da naj bi RTV Slovenija predlagala digitalni detoks. Se pravi, manj interneta? Točno. Ker naj bi poplava spletnih informacij oteževala spremljanje njihovih predvolilnih oddaj. Aha. Ta pobuda pa predlaga ravno nasprotno, TV detoks. In argument je pač brutalen, preveč TV oddaj otežuje lastno razmišljanje. Torej imamo dve popolnoma nasprotni diagnozi, kaj ne? Eni pravijo, ugasnite splet, da boste lažje gledali nas, ti pa pravijo, ugasnite nas, da boste lažje videli sebe. Točno to. Poglejva, kaj je ta 50-dnevni izziv, ki se začne danes in traja do materinskega dne 25. marca sploh, kaj sploh vključuje? Ker očitno ne gre samo za to, da prenehaš gledati televizijo. Zdi se, da je to cel en proces. Skoraj ritual, bi rekla. V redu, razpakirava tole. Predlog je razdeljen na 3 zelo konkretne ukrepe. In prvi, fizični ukrep, je zelo neposreden. Skoraj obreden, ja. Ne reče samo ne glej TV. Navodila so... Res je. In to ni naključje. V psihologiji navad temu rečemo povečanje trenja. Aha, otežiš si dostop. Točno. Če nočeš jesti piškotov, jih ne pustiš na mizi, ampak jih skriš nekam visoko v omaro. S tem se odločitev ne sprejema vsak večer znova, z daljincem v roki, ampak je bila sprejeta enkrat. Zavestno. Točno. Navodila so kristalno jasna. Izklopite televizor iz vtičnice, odstranite kabel, ja? In čez vtičnico nalepite nalepko. Ja, z napisom Vklop 25. marca 2026, materinski dan. Vir pa posebej poudarja, da je to absolutno, brez izjem. Vklop je prepovedan, niti za samo 1 minuto, niti samo za novice. Popolna prekinitev. In ta fizična ločitev je več kot le simbolna. Ustvari jasno mejo, med obdobjem pred in obdobjem med detoksom. Je zavestno dejanje. Ampak to je šele prvi korak, ki pripravi teren za tisto, kar je v bistvu jedro predloga. V redu, televizor je izklopljen, kabel je v predalu, ampak naslednji korak se mi zdi, veliko težji. Mentalni ukrep. Ja. Vir predlaga, da se vsak dan za pol ure zakopjemo v lastno preteklost, v nek osebni arhiv iz obdobja med 1990 in 2026. Kaj to sploh pomeni v praksi? Kje naj človek začne? To zveni tako abstraktno. In to je verjetno ključna in najtežja točka celega eksperimenta. Ne gre za nostalgijo ali pa obujanje spominov ob starih slikah. Ne. Gre za detektivsko delo. Vir predlaga, da začnemo z materialnimi dokazi našega življenja. Stare pogodbe, bančni spiski, odločbe Fursa, mogoče celo zdravstveni kartoni. Zakaj? Ker ti dokumenti predstavljajo konkretno otipljivo stičišče med našim osebnim življenjem in sistemom, državo, občino, birokracijo. To niso spomini, ki jih lahko olepšamo, to so dejstva. Ki je v bistvu forenzična preiskava lastnega življenja. Nekako tako je. Ampak vir poudarja, da to ni mišljeno kot neka samotarska vaja v jezika, ne? Absolutno ne. Mora imeti tudi socialno dimenzijo. In ta tretji, socialni ukrep je ključen varovalni mehanizem. Pobuda spodbuja pogovore, najprej z družino. Tokrat brez televizije v ozadju, ki bi narekovala teme. To je že samo po sebi dosežek. Res je. Potem sosedi, ki so se mogoče prav tako odločili za detoks in, kar je zelo zanimivo, spodbuja pogovore s starši o tem, kaj se je dogajalo pred letom 1990. S tem se osebni arhiv razširi, dobi širši kontekst. Točno. Prepreči, da bi posameznik ostal zaprt v svojem svetu jeze ali pa frustraciji. Čakate malo. Ena stvar je pregledovati stare albume,
Ampak vir resno predlaga pregledovanje starih položnic za komunalo in odločb davčne uprave. Ja. To se sliši kot kazen, ne kot pot k razsvetljenju. Kakšna je logika za tem? Koga to zanima? Logika je v tem, da se pozornost preusmeri od abstraktnega k brutalno konkretnemu. Kar vir tukaj predlaga, je v bistvu oblika mikrozgodovine. Mikrozgodovina. Namesto da gledamo velike politične dogodke, kot nam jih servirajo mediji, kdo je koga užalil v parlamentu, katera afera je aktualna ta teden, učujemo lastne dokumente. In skozi njih poskušamo razumeti, kako se je velika zgodovina v resnici dotaknila našega življenja. In pri tem pomagajo neka vprašanja, kaj ne? Ja, pobuda ponuja cel seznam vprašanj, ki delujejo kot vodilo pri tem, recimo, detektivskem delu. V redu, poglejmo ta vprašanja. Zanima me, kako konkretna so. Vir jih navaja v obliki tabele. Evo, recimo pri temi postopki je vprašanje, kdaj sem nazadnje dobil odločbo brez napake. To je vprašanje, ki verjetno pri marsikomu odpre kar nekaj bolečih spominov. In točno to je namen. Ne sprašuje po mnenju o učinkovitosti javne uprave na splošno, ampak zahteva konkreten spomin na osebno izkušnjo. Ali pa tole, po temo rubeži. Kdaj so mi prvič odvzeli premoženje brez sodbe? To neposredno meri v občutek pravne varnosti posameznika. Ja. To so vprašanja, ki jih politični analitiki v studiu redko postavijo. Še eno, ki izstopa, je pri imenih vladarjev. Ne sprašuje, koga ste volili, ampak Kaj? katera stranka je bila na oblasti, ko sem izgubil stanovanje, službo ali upanje. No, to je pa res direktna povezava med makropolitiko in mikroosebnimi posledicami. Ne sprašuje po splošnem BDP-ju, ampak po konkretni osebni izgubi. Točno. Gre za poskus, da se politična odgovornost konkretizira, da se imena in stranke povežejo z dogodki v lastnem življenju. Pobuda gre še dlje v vsakdanje življenje. Ja, vprašanje občini. Kdaj sem nazadnje rekel hvala občini in to mislil resno? Ali pa, zakaj sem sam popravil odtok na ulici, čeprav plačujem komunalne prispevke? Ta vprašanja sistematično gradijo sliko odnosa med posameznikom in institucijami. In namen je utemeljiti politično presojo na dokazih iz lastnega življenja, ne na predvolilnih obljubah. Gre za dejanje opolnomočenja. Moj glas temelji na moji izkušnji, ne na tvoji reklami. Torej ne gre za to, kdo je bil bolj prepričljiv v soočenju, ampak kdo je bil na oblasti, ko mi je Furs poslal napačno položnico in sem zaradi tega preživel, kot pravi vir, strahovalne noči. Točno tako. To je res radikalen premik perspektive. Predlog pa oriše tudi, kaj naj bi se s človekom dogajalo med tem 50-dnevnim obdobjem. Obstaja nekakšna časovnica pričakovanih psiholoških sprememb. To je fascinanten del, ker poskuša predvideti proces, ki se bo odvil v posamezniku, ko se ta informacijski tok prekine. Je nekakšen zemljevid notranjega potovanja. Poglejva, po 7 dneh naj bi bila glava lažja, večer daljši in spomini naj bi se začeli vračati. To zveni precej logično. Seveda, manj zunanjih dražljajev, več prostora za lastne misli. Prva faza olajšanja. Aha. Se umiri od nenehnega bombardiranja z zunanjimi informacijami, ki so večinoma nepomembne za naše življenje, in se začne obračati navznoter. Ampak to je šele začetek. Mir ne traja dolgo. Res je, ker po 14 dneh se zgodi preobrat. Pojavi se jeza. Ja, Vir pravi, in to je zanimivo, ne na TV, ampak na sistem, ki ste ga prej zaslutili le skozi zvok reklam. Na površje naj bi prišla vprašanja, ki so bila potlačena, in imena tistih, ki so obljubili in niso izpolnili besede. To je pa že kar močno. To je faza soočanja. Ko se umiri zunanji hrup, postane notranji hrup glasnejši. Spomini, ki se vračajo ob pregledu osebnega arhiva, niso nujno prijetni. Verjetno ne. In soočanje z lastno zbirko krivic, napak sistema in razočaranj neizogibno vodi v jezo. Ampak ta jeza, kot pravilno ugotavlja Vir, ni več usmerjena v medij, ampak v vir problema, sistem in njegove konkretne akterje. Sliši se kot odličen načrt za opolnomočenje posameznika. Ampak moram vprašati, ali obstajajo kakšne pasti? Seveda. Kaj, če se ta jeza, ki se pojavi po 14 dneh, sprevrže v zgolj cinizem in umik iz družbe?
Kaj, če se ta poglobljeni pogled vase konča z mislijo: vsi so isti, nič se ne da spremeniti, umikam se iz vsega? To je odlično vprašanje in ključna nevarnost. Vir je sicer ne naslavlja neposredno, ampak je implicitno prisotna. Kaj torej prepreči ta zdrs? Brez tretjega, socialnega koraka, torej pogovora z drugimi, lahko posameznik ostane ujet v svoji lastni odmevni komori jeze. Obstaja tveganje, da potrdi samo lastna negativna prepričanja. In se popolnoma izolira. Točno. Namesto da bi postal aktiven državljan, postane zagranjen samotar. Zato je dialog s sosedi in družino tako pomemben. Omogoča preverjanje lastnih spominov in ugotovitev, da osebni problemi niso zgolj osebni, ampak so del širšega sistemskega vzorca. In to spoznanje lahko jezo preusmeri iz nemoči v željo po spremembi. Točno tako. V redu, to je pomembno opozorilo. Recimo, da posameznik uspešno krmari skozi fazo jeze. Kaj sledi? Po 30 dneh naj bi prišlo do sinteze. Oblikovala naj bi se osebna slika brez vpliva RTV-ja, Pop TV-ja ali Planet TV-ja. Vir pravi, da posameznik ugotovi, da ve več, kot je mislil. A hkrati razume manj, ampak to, kar razume, je njegovo, pristno. In ta stavek je ključen. Razumeti manj, ampak je tvoje. To pomeni upustitev iluzije, ki jo prodajajo mediji, da lahko z gledanjem poročila razumemo kompleksen svet. Aha. Namesto te, da se zgradi manjše, a trdnejše razumevanje, ki temelji na lastni, preverjeni izkušnji. To je razumevanje, ki ga je mogoče braniti, ker izvira iz lastnega življenja, ne iz stališča nekega komentatorja. In končno, po 50 dneh, 25. marca, na materinski dan, sledi trenutek resnice. Tako je. Predlog pravi, da bo oseba bodisi prižgala televizor in videla stvari popolnoma drugače, ali pa ga sploh ne bo več prižgala. In ta odločitev postane lakmusov papir celotnega procesa. S tem pridemo do končnega cilja. Smisel vsega skupaj je, kot eksplicitno navaja Vir: zdaj boste imeli svoje mnenje, ne tisto, ki se vam je vsililo med oglasnimi bloki. Točno. Po koncu detoksa naj bi si posameznik znal odgovoriti na nekaj temeljnih vprašanj. Ali je bilo kdaj drugače? To preverja mit o starih dobrih časih skozi lastno, neposredovano izkušnjo. Ali je sploh vse eno, kdo zmaga? To neposredno meri stopnjo cinizma ali apatije, ki se je morda spremenila tekom procesa. In tretje, morda najpomembnejše vprašanje: ali je ključno, kdo izgubi in kdo sta ta vi, ki izgubljate? To vprašanje pa sili v identifikacijo lastnega položaja v družbenem sistemu. Ne gre več za abstraktno navijanje za naše ali vaše, ampak za prepoznavanje lastnih konkretnih interesov. Kdo v tej politični igri nenehno izgublja in ali sem jaz del te skupine? Točno. Gre torej za res radikalen poskus, da se predvolilna debata vrne od medijskega spektakla in praznih obljub nazaj k osebni, preverljivi izkušnji. Ampak to še ni vse, kaj ne? Ne, avtorji predlagajo še en dodaten korak, nekakšen bonus nivo za najbolj pogumne. Da. Dodatek za pogumne, občinski detoks. Navodila so spet brutalno preprosta in direktna. Pojdite peš do občine, prestopite prag, poglejte župana v oči in ga vprašajte, zakaj? Si predstavljaš ta prizor? Predstavljam si, ja. Verjetno bi najprej pomislili, da sem zmešan. Ampak v tej ideji je neka surova moč, kaj ne? In pogoji, ki jih postavlja Vir, so ključni. Brez kamer, brez novinarjev, brez prič. Samo posameznik, njegova plačana položnica kot dokaz, da je del sistema in da v njem prispeva. In vprašanje, ki si, kot pravi Vir, zasluži odgovor. To je prenos notranjega spoznanja v zunanje dejanje. Gre za ultimativni test državljanskega poguma. Soočiti se z oblastjo neposredno. Ne preko medijev ali socialnih omrežij, ampak iz oči v oči. Kot enakopraven partner v družbeni pogodbi. Celoten projekt se torej bere kot nekakšen priročnik za ponovno pridobitev lastnega glasu in lastnega pogleda na svet, od pasivnega gledalca do aktivnega spraševalca. In s tem pridemo do zaključka. Vir se konča z zelo močno, skoraj poetično mislijo.
Ne gre za politični program, ampak za osebno izjavo o prebujenju. Res je. Zaključna misel, navedek izvira se glasi: prižgem luč, ugasnem TV. Vidim. In tokrat vem, da je dovolj. Ta stavek povzema celotno pot od odločitve za prekinitev, ugasnem TV, preko procesa spoznanja, vidim, do končne odločitve in postavitve meje. Vem, da je dovolj. In na koncu koncev ta eksperiment postavlja vprašanje, ki si ga vsi občasno zastavimo, ne glede na to, ali gledamo televizijo ali ne. Ali je to, kar mislim, res moje mnenje, ali je samo odmev nečesa, kar sem nekje slišal? Ta predlog ponuja samo en, zelo radikalen način, kako priti do odgovora. In s tem odpira še zadnje vprašanje, ki ga lahko pustimo odprtega. Kaj za posameznika v resnici pomeni videti sam zase? Brez posrednikov. In morda še pomembne, kaj se zgodi tako v posamezniku kot v družbi, ko se dovolj veliko število ljudi odloči, da je nečesa preprosto dovolj.